Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes odgovarjam spet na vprašanje in sicer družinske vezi. Lejte, dobila sem vprašanje in gospa sprašuje, kaj naj naredi, celo življenje se počuti odrinjeno. Dejstvo je, da njeni otroci in pač njena stran ni nič vredna, medtem ko po drugi strani drugi otroci, se pravi njeni bratje, sestre, njihovi otroci, so pa veliko več vredni in oni pač dobijo. Vam povem zgodbo ene družine. Pač ista zgodba. Dejansko gospa pravi, vse, kar sva si z možem ustvarila, sva si ustvarila sama. Dejstvo je, da za mene v naši družini ni prostora. No in kaj narediti v takem primeru, če ste se znašli v družini, kjer enostavno za vas ni prostora, kjer karkoli naredite, niste nič vredni, ampak ste tam. Glejte, to so karmične vezi. To so vezi in so povezane s tem, da pridete v to življenje točno v določeno družino, da dobite točno ta prav vzorec, ki ga morate po družinski karmi predelati, se pravi točno ta prav vtis tega, kar potrebujete. Dobili boste ključne akterje, ki jih morate predelati v tem življenju. Morate. Lahko pa ne. Lahko se posedete v cvetlični lonček in se zalivate z alkoholom. In bo glih tako šlo v življenje mimo, ampak dejstvo je, da vaša duša želi narediti napredek, želi narediti korak. In ko začnemo na te ljudi okrog sebe gledati vse s sočutjem, takrat se marsikaj spremeni. No, zdaj pa pojdimo najprej, zakaj si naša duša izbere določeno družino, zato da predela določene lekcije. Zdaj, če se vrnem na zgodbo te gospe, katere primer bom povedala, v glavnem pri tej gospe, ona je bila pri meni na svetovanju, sva dejansko prišli do zaključka, da je v enem od prejšnjih življenj to družino prinesla okrog, ona je bila nek fevdalni gospod in v tistem življenju se je prilastila njihovega imetja in v tem življenju oni držijo skupaj, ona je pač nek prišlek v svoji družini, ampak predvsem so jo razdedinili. Enostavno ostala je brez vsega in seveda občutki odrinjenosti, izigranosti, zavrženosti in celo življenje se je ukvarjala s tem. No, zdaj pa takrat, ko se je pa razširil ta pogled, kaj sploh predeluje, in dejansko nekako sprejela, v redu je, sprejmem. Po drugi strani, če jaz gledam mojo družino, kaj jaz predelujem z mojo družino? Dejstvo je, da v moji družini sem spet dobila točno tak odtis, kot sem ga potrebovala. Po liniji tako enih babic kot drugih babic je bila zadaj neka izigranost ženske energije. Se pravi, ženske, ki niso bile ljubljene, ki so bile izkoriščene in verjemite mi, lejte, slovenska ženska, bo tih stisnjen zobe pa terej dalje. Tako da slovenska ženska imamo dejansko vsi to nekje v svojem celičnem spominu, pač ta občutek nesprejetosti, izkoriščenja, nezaželenosti. No, in mislim, da sem vam enkrat že govorila, meni se je enkrat sanjalo, mislim, da je bilo leta 2018, in veste, takrat, ko imate take sanje, da se jih spomnite še po nekaj letih, to je čisto sporočilo vaše duše. To je v bistvu čisto sporočilo za vas. No, v glavnem, meni se je takrat sanjalo, da sem bila v sobi kot neka kamera in tam sta bila dva možakarja, ki sta nekako prekladala nek denar. No in potem sta se združila v eno osebo in se obrne ta ena oseba proti meni in reče: povej svojim, da je zdaj 100 let od takrat, da je čas, da pošlihtajo denar. In to je bilo konec sanj. Jaz seveda grem domov in vse to doma povem in ja, nekaj je bilo, da je malo begal z očmi, pri mami se je pa vzbudila jeza na moževo družino, da boste lažje razumeli. No in zdaj, očitno to še vedno predelujem, ker lejte, vidite, se opravičujem, ampak v glavnem, ta delček je povezan z mojo energijo, z mojo karmo
in v bistvu vem, kaj se je dogajalo, nisem pa še popolnoma sprostila in se še vedno čisti. In zdaj sem prišla do točke, do sočutja. Občutiti sočutje do teh dveh ključnih žensk v mojem življenju, ker enostavno nista zmogli dati ljubezni, ker nista bili ljubljeni. In ena je seveda po eni strani moja mama in po drugi strani očetova mama. No in tukaj sta dve ženski, ki sta dejansko vplivali na moje življenje. Tisti, ki spremljate videe, veste, da en del te ženske energije je tudi pri meni sestra, ampak to je druga zgodba. Dajmo zdaj pogledati te dve ključni ženski. Se pravi, stara mama, ta denar, ki so ga prekladali, je bila njena dota. Pri 14 letih so jo dobesedno prodali in dejstvo je, da to ni nekaj, kar je novo, kar se ni dogajalo. Ta denar leta 1918 je bila njena dota. In potem leta kasneje, ko se je poročila, je prišla pač na kmetijo, se je poročila z moškim, ki ga ni ljubila. Mislim, zdaj bom brutalno resnična, ker druga ne morem reči, dala noge narazen takrat, ko je bilo treba, da je bil mir pri hiši in je bilo to. V glavnem, vso svojo ljubezen je potlačila in ven je sekala samo zloba. Jaz kot otrok se je spomnim in kot otrok ona ni bila nikdar vesela, nikdar. Ona je bila zmerom slabe volje in za povrhu sem jaz podobna njej. Če bi jaz dala na glavo ruto in da vam pokažem, kako to izgleda, zdaj ne vem, če se bo dalo sploh, ampak moja stara mama bi izgledala takole. Tako. Pa še brez teh las. Dobro izgledam. Okej. V glavnem, jaz sem ji podobna. In ker sem ji podobna na nezavedni ravni, ker moja mama pa ona imata še vedno, čeprav je stara mama umrla, energijsko vez. Ni predelana, ni odpuščanja. Se pravi, na nezavedni ravni, ker jaz spominjam na staro mamo, je pač ta energija se usmerila zdaj proti meni. Vsi končno razumem. In zdaj, če gledam na sočutjem na vse skupaj. Moja stara mama ni občutila ljubezni. Nihče ji ni rekel, da jo ima rad. Nihče. In poglejte, kako naj človek, ki je bil dobesedno zlorabljen pa prodan, daje ljubezen naprej. Jo ne more dajati. In druga stvar, ravno tako, zgodba se je dobesedno ponovila pri moji mami, pač bogata dota, poročila se je na kmetijo, rojevala otroke in to je bilo to. V glavnem, kakorkoli, se pravi, te dve ženski, ki sta bile obedvi, dejansko isto osnovo sta imeli. Neljubljeni sta pristali skupaj v istem gospodinjstvu. In to je bila pa rezultat, a ne? Zato govorim, zakaj vam to govorim? Vsaka družina ima kakšno stvar za predelati. Vsaka. In po liniji naših babic in prababic mi vlečemo korenine nazaj tudi 9 rodov. Zdaj pa vi pomislite, koliko je po tej ženski liniji, glede na to, da po večini ženske gledate, tudi v vaši družini nekega gorja, nekih, zadnjič sem govorila z enim gospodom, je rekel, naša hiša je stala na obronku gozda. Moja stara mama nikdar ni govorila, kaj se je dogajalo med drugo svetovno vojno, ampak skozi našo hišo so šli, pa s tem, da je bila vdova, ta beli, ta črni, ta rdeči, ni bilo važno, ta kateri. In mimogrede, imeli so, ne samo, imeli so pištole, se pravi življenje ali smrt. In to ni edini primer, ki ga poznam. Poznam kar nekaj teh primerov, ko so bile ženske, in lejte, to še ni 100 let nazaj, ženske partizanske kurbe. In zdaj pomislite, to so bile vaše babice. To so bile mogoče vaše mame. In kako naj ta ranjena ženska daje naprej ljubezen? Se jo ne more. Se je cela obsedena, cela v njej je gnev
do vsega moškega sveta. In to zdaj mogoče vi predelujete gnev do moškega sveta, da sprejmete sočutje, da objamete to vašo babico s sočutjem, pa tako v mislih, da objamete to dušico, ki enostavno ni zmogla drugače, to vašo mamo, ker ni zmogla drugače, da ji odpustite. Veste, sočutje je tako bliž čez ranjeno dušo, ki je neverjetno. Zdaj pa, če gledamo tale mail, ki sem ga dobila, ne? Ko gledam, to me boli. Tudi drugim vnukom se posvečajo več časa kot mojim otrokom. Jaz še vedno gojim upanje, da bo bolje, da me bodo opazili, se zanimali zame, me vprašali, kako sem. In ko se to zgodi, trpim. Ker dejstvo je, da takrat pa pol v njej gre tisti, hinavci, a zdaj sem pa v redu. Spustiti pomeni, da svojo družino enostavno blagoslovimo. V tem življenju smo dobili ta prav odtis. Jaz vem, da recimo z mojo mamo sem dobila odtis vseh mam iz vseh življenj, ki so bile na en način zlorabljene, prevarane in nismo zmogle ljubiti. Dejansko dobimo točno ta prav odtis tega, kar potrebujemo z našo družino. Zdaj, če vidite, da imate obtoževanje svoje družine, hinavci, prasci, so vsi zahrbtni in tako naprej. Dajte pri sebi počistiti potrebo po obtoževanju. To je ena stvar. Druga stvar, dajte pri sebi počistiti občutek zavrženosti, občutek manj vrednosti. Zdaj tako govorim, vi boste mogoče rekli, pa s čim naj to počistim, ki imam zdravilna molitev dekodiranja, je sigurno tista, ki vam bo pomagala pri tem, da boste počistili. Zdravilna molitev dekodiranja, v Google tipkate, imate vse na Google oziroma na internetu in tukaj imate, lahko naročite tudi CD oziroma tudi na USB ključek sem to posnela. In dejansko, ko začnete čistiti, potreba po zavrženosti, potreba po zmanipuliranosti, potreba po manipulaciji. Ker lejte, če sem bila jaz zmanipulirana, mogoče imam pa nekje v podzavesti tudi jaz potrebo potem, da zmanipuliram kakšno zadevo. V glavnem, vse te zadeve se prepletajo. In ko boste pri sebi počistili to, kar gre vam, druga stvar, potem pa svoje stare starše objeli s sočutjem, tako v mislih, ne rabite k njim iti, lahko pa tudi napišete pismo, pa magari ga greste sežgat na grob, če niso več med nami, če so že na drugi strani Mavrice, ampak v vsakem primeru gre se za to, da počistite to energijo. Dobili ste ta pravo izkušnjo v tem življenju in enkrat mi je rekla, sploh ne vem katera, mogoče celo Elena Seničar, ali pa ta moja Darinka iz Radovljice, ne vem, je rekla, da sem jaz to mojo staro mamo, že vem, Kim Spiritual iz Horjula. Glejte, ta je neverjetna, ona govori z dušami, svetla energija, dela svetlo energijo. V glavnem je rekla, da sem jaz v bistvu ista kot moja stara mama. Sem rekla, da ne, to pa ne, jaz sem nasprotje. Je rekla, ti si imela priložnost, da bi padla na isti stopnički, da bi postala taka, kot je bila stara mama. To mi je rekla Elena Seničar. To pomeni, da bi lahko postala zagrenjena, jezna na cel svet, malo alkohola čez, pa se ti gladko in se ti požvižga, ti živiš svoje življenje in to. Lahko bi in bi postala kopija moje stare mame. Tako sem pa postala nasprotje, ampak še zmeram, lejte, to, da jaz sem, kar sem odtis mojih prednikov, poleg tega, kar je moja duša prinesla sabo. In v bistvu zdaj, ko razumemo, da ima vsak svoje zapredela, tudi po liniji svojih staršev in starih staršev, točno to potrebujemo. Tako kot sem začela s to zgodbo te gospe, ki se jo razdedinali, kjer dejansko je ostala brez vsega, kjer enostavno
se niso niti zanimali za njo, pač ne bo ga treba v njihovi družini, ja, z namenom, da jim odpusti, da zdaj kot ve, kakšno karmično vez ima z njimi, da odpusti sebi in da lepo mirno živi, predvsem pa z ljudmi, ki so ji blizu. Ker ta gospa je našla okrog sebe tako družino, ampak to je dušna družina. To so neki sosedi, to je dušna družina, ki jo v popolnosti sprejemajo, ki jo podpirajo in na koncu koncev z namenom, ja, da bo predelala to svojo prvotno družino. Tako da ja, lejte, nam reka, da je to luštkan, kar delamo, ko čistimo tele korenine, ampak nujno potrebno, ker dokler mi ne sprejmemo vsega, se ves čas vrtimo v nekaj gor pa dol, pa pozitivno pa negativno. Ampak ko sprejmemo, smo pa dejansko tako kot, a veste, nevtralni smo. Tako kot tale vrtinc, smo na sredini noter in okrog nas se lahko dogaja cunami ali pa tornado. Mi smo na sredini in smo v miru. Gremo na kakšno sporočilo še. Ošotove karte Zen Tarot. Da vidimo za vse tiste, ki predelujete družinsko karmo, ne nazadnje tudi sporočilo za mene, ker še vedno predelujem tole družinsko karmo. Ampak nekako sem prepričana ali pa čutim, da spuščam, da se stvari zdaj urejajo, da sprejemam, da mi ni treba več tega vleti za seboj, da lahko spustim, da je to samo v tem življenju neki vzorci, ki se pričakuje od mene, da bom popolna hčerka, pa ne vem kaj še vse. Lejte, jaz sem mogočno bitje in tukaj na zemlji predelujem zemeljsko izkušnjo, ki jo potrebujem za svoj razvoj. No, da vidimo. 3 karte. Zdravljenje, žalobnost in dozorelost. Vam pokažem. Zdravljenje našega telesa, zdravljenje naše duše. Dobesedno to se dogaja s tem, ko mi zdravimo svojo družinsko deblo, pozdravimo tudi sebe. Se pravi, vse te vzorce, ki jih predelujemo, s tem vplivamo ne samo na sebe, ampak vplivamo tudi na dušice teh naših bližnjih ljudi. Tale karta, žalobnost, ni slaba, ker pomeni, da v samoti najdeš odgovore. Pomeni, da v samoti najdeš razsvetljenje, da lahko samo takrat, ko si sam, ne da, ko skrbiš, zdaj spet zase govorim, ko peljem psa na sprehod, ko naredim 1001 stvar za druge, ampak ko grem jaz sama v gozd, ko se naslonim na drevo in dovolim, da del moje teže prevzame drevo. Vse to veste, ne? Drevesa prevzemajo našo bolečino. Drevesa so tista, ki čistijo našo auro. Ali pa ko grem k vodi in takrat, ko mi je bilo v mojem življenju najtežje, ko sem vzela kamenje in lučala vodo noter in izkričala vso bolečino. Lejte, takrat se dogaja zdravljenje. In dejstvo je dozorelost. Zdaj je čas, da počistimo. Dozorele so stvari. Počistimo vso tisto nesnago, ki ne spada več v našo dušo. Čas je, da postanemo celoviti. Čas je, da svojo moč, črpamo iz korenin, ampak te korenine, lejte, če so gnile, ne morete rasti. Nekoč mi je ena gospa rekla, ona je hodila na šolanje reikija in mimogrede reiki vleče energijo iz astrala, tako da vam ne priporočam te zadeve. V glavnem mi je rekla tako, jaz sem želela duhovno napredovati in sem šla na tečaj, ampak pozabila sem pa na to, da je treba najprej sebe pozdraviti. Bolj kot sem delala z reikijem, bolj sem postajala bolna. In dejansko po parih letih ukvarjanja z reikijem in seveda dela tudi na drugih ljudeh, je postala vedno bolj bolna. Zato poglejte, vsak ima dosti dela pri sebi. Najprej pri sebi počiste in še ena stvar. Pomembno je, ko vi greste k nekemu terapevtu, da vam pomaga, v tem primeru mora imeti on mehko pošlihtane zadeve. Ker poglejte, energijsko pomeni, da nastane nek
gemišča, ne? In vi se povežete s to energijo tega človeka in če veste, da nima neke svetlobe, ne rinite tja. A veste, ne rinite tja. Boljše, da greste sami v gozd in tisti čas, ki ga porabite, da greste, da se peljete, da ste tam, da pejte v gmajno, dajte si nafilati baterije, dovolite, da se sčisti. Dajte zraven poslušati meditacije, dajte zraven glasbo, 432, v glavnem teh visokih frekvenc, in boste videli, vaša duša ima v sebi vso moč, da se pozdravi. V glavnem delajte to, še eno karto vam zdaj dam za prehod v novo dobo, da vidimo, kaj je tisti trenutek, kar je ta trenutek najbolj pomembno. Danes sem govorila z eno modro dušo in je rekel, da je cel Triglav, da na energetskem nivoju deluje tako kot drevo, eno veliko drevo. In sem mu pokazala tole drevo s kart prehod v novo dobo. In je rekel, točno tako izgleda to drevo in je tako veliko, da zaobseže celo Evropo. Wow. Tako prav asociacijo sem imela na drevo, ki je pri Avatarju. In to drevo, veste, da je naslikala Katarina Vidmar, in to drevo je drevo zdravljenja. Prav nas, slovenskega naroda, slovenske energije, da se spomnimo, kdo smo. In na drugi strani je prišel nadangel Ariel. Se pravi, energija kreatorja, ki se prenaša preko angelskih sporočil, se pravi, to je tako kot sončni žarek, ki vstopa v nas in nam govori, zmoreš, zaupaj. Svetloba je v tebi, ti si svetloba, zaupaj v svoje božanske sposobnosti. Najjasnovidna sporočila tečejo skozi mojo zavest. Ustvarjen si po božanski podobi, pa po podobi stvarnika, kreatorja in zmoreš vse. Zdaj se šele učimo tega, da sprejmemo, da smo veliki, da imamo v sebi to moč, da imamo v sebi to lučko Božjega, stvarnika, kreatorja in da iz tega zmoremo vse. Prav tista eksplozija. Tako da, ja, jaz verjamem v to, da smo mi Slovenci res veličasten narod. Res sem prepričana v to. Tukaj na tem ozemlju je velika količina ljudi, ki so stare, ki ste stare duše in mi stare duše, ja, čistimo še. Zdaj le verjamem, da za marsikoga je naporno obdobje, ampak ne se ustrašiti tega. Dajte pogumno, delajte na tem, ker vaša duša se je odločila, da je bilo dovolj. Dovolj tega, dobesedno, sranja, nič več karme, dela dobro, ustvarja dobro in dovolj, da vse obilje tega stvarstva pride k vam in vas obogati. Tako da uživajte in naj vas pri tem, kar delate, spremlja Božji blagoslov.